Lepo pozdravljeni, sem Martin Lisec, prihajam iz Inštituta Stopinje, sem logoterapeut, mediator, coach. Živimo neke zanimive čase, ki jih ne poznamo, čas epidemije, čas koronavirusa, čas, ki odpira številna vprašanja, čas, na katerega pravzaprav smo se pripravljali, se pripravljamo, vendar na katerega nismo bili zares pripravljeni. Čas, ki je za vse nas neka nova izkušnja. Čas, ki globoko zaznamuje ne le naše osebno življenje, ampak seveda tudi naše poslovno življenje. Podjetniki, espeji, gospodarstveniki, zaposleni se danes sprašujemo, kaj pravzaprav to obdobje, ki ga živimo, to obdobje koronavirusa, pomeni za našo egzistenco. Kaj pomeni za podjetja, kaj pomeni za nas zaposlene, kakšne so davčne olajšave oziroma kakšni bodo ukrepi države, kako pravzaprav preživeti. Skratka, gre za neko obdobje, v katerem se zelo intenzivno sprašujemo, kaj z gospodarsko rastjo, kaj z nami samimi. In gre seveda tudi za obdobje, v katerem se odpirajo globoka egzistencialna vprašanja. Skupaj z Gospodarsko zbornico smo pripravili niz 3 izobraževanj na temo poslovne komunikacije v času ranljivosti. Ravno to, čutimo, da smo ranljivi, ne le v svoji lastni egzistenci, ampak predvsem ampak tudi seveda ranljivi v smislu družbe, ranljivi v smislu našega gospodarstva, ranljivi v smislu podjetništva. In to občutje ranljivosti v nas zbuja takšne in drugačne, velikokrat tudi zelo stresne in travmatične odzive. Niz 3 webinarjev, oziroma niz 3 predavanj, ki smo jih pripravili. V teh 3 predavanjih bomo govorili o 3 vidikih komunikacije v tem času ranljivosti. In sicer v tem prvem predavanju bomo govorili o komunikaciji z zaposlenimi v času krize, v drugem bomo govorili o komunikaciji z ožjim timom in v tretjem predavanju bomo govorili o komunikacijskem načrtu za obdobje po krizi. Vsako predavanje bo sestavljeno pravzaprav nekako iz 3 delov, tako sem si zamislil, in sicer prvi del bodo neke konkretne spodbude na temo seminarja, drugi del bo neka teoretična osvežitev nekaterih pomembnih komunikacijskih vidikov, v tretjem delu pa bodo tudi nekatere vaje, kar pomeni, da gre za zelo praktična predavanja, da gre za stvari, ki jih boste lahko delali tudi doma, oziroma vas spodbujam, da jih delate tudi doma. Gre za nekaj, kar lahko služi vam v tem, torej podjetnikom, nam vsem, v tem času, ko razmišljamo, ko delamo, ko izvajamo dejavnost na drugačen način. Če začnemo torej s prvim predavanjem. Komunikacija z zaposlenimi v času krize. Kar nenadoma se je zgodilo, da poslovni procesi potekajo povsem drugače, kakor smo jih bili navajeni. Kaj se pravzaprav dogaja? Prej smo se dnevno srečevali v službi, dnevno smo reševali stvari na 4 oči oziroma v timih, v timskih sestankih, sedaj pa je velika večina zaposlenih nenadoma ostala doma. Tudi v tem obdobju, ko torej nismo fizično drug z drugim, ko ne delamo v istih prostorih, se mi zdi pomembno, da podjetniki, direktorji, lastniki podjetij ohranimo živo komunikacijo s svojimi zaposlenimi. Kako to narediti? Prva pomembna zadeva, oziroma 7 spodbud, če lahko temu rečemo, zaposlenimi v času ranljivosti. Prva spodbuda: podjetniki, lastniki podjetij, bodimo informirani. Bodimo informirani o vsem, kar se dogaja, bodimo informirani o ukrepih, bodimo informirani o davčni zakonodaji, o ukrepih, ki jih sprejema vlada, bodimo informirani o zdravstvenih vidikih te epidemije, kajti jasne informacije so za nas, ki vodimo takšne in drugačne procese, zelo pomembne. Jasne informacije dajejo tudi varnost in pomembno je, da smo mi prvi informirani o tem, kako stvari stojijo, da bomo lahko verodostojno te informacije posredovali potem tudi svojim zaposlenim. Drug pomemben vidik, ki se mi zdi, da ga je potrebno izpostaviti, je: bodite v stiku s svojimi zaposlenimi. Bodite v stiku preko telefona, bodite v stiku preko družbenih omrežij, napišite jim pismo. Upam, da ste jim kakšno pismo že napisali, da ste jim kakšno sporočilo že poslali. V tem pismu, v tej komunikaciji, naj bo dnevna, naj bo čim bolj pogosta,
Povejte, kako rešujete nastalo situacijo. Ljudje so v stiski, ne vedo, kako bo z njihovimi službami. Kar pomeni, da je zelo pomembno, da od delodajalca dobijo neko informacijo, dobijo zagotovilo, da delodajalec, da direktor aktivno dela na procesih, da aktivno dela na reševanju situacije. Povejte jim, da so vam pomembni, pohvalite jih, povejte jim, da so dragoceni. Dajte v teh pismih, v teh spodbudah tudi jasne, smiselne naloge, da se bodo čutili koristne, da se bodo čutili vpeti, aktivno vpeti v proces dela podjetja, tudi v tem času, ko so se zunanje okoliščine zelo spremenile. Gradite skupnost in povezanost in dajte jim vedeti, da vam je mar zanje in za njihovo zdravje. Potem naslednji zelo pomemben vidik, vsi, ki smo na vodilnih, takšnih ali drugačnih vodilnih mestih, je pomembno, da po eni strani ne širimo panike in je pomembno, da po drugi strani ne minimaliziramo situacije. Opozarjate svoje zaposlene, naj ščitijo sebe, naj ščitijo druge, naj spoštujejo ukrepe, ki jih sprejema vlada, ki jih sprejemajo strokovne institucije. Povejte zaposlenim naprej, kako rešujete situacijo in imejte odgovore. Pomembno se mi zdi tudi, da ne širite apatije, ampak prevzemite del odgovornosti, prevzemimo del odgovornosti za situacijo, v kateri smo se znašli. In pa vlivajte svojim zaposlenim zaupanje in pa optimizem. Zdaj, časi, kakršni smo, časi, v katerih živimo, so seveda tudi z komunikacijskega vidika zelo zahtevni. In velikokrat se zgodi, če preidemo na drugi del, na kratko teorijo, komunikacijsko teorijo, da se znajdemo, da prav taki časi spodbujajo številne konflikte. Ne le zunanje, ampak tudi notranje konflikte. In ko govorimo o konfliktu, vedno, ko se znajdemo v konfliktni situaciji, imamo možnost, da reagiramo na dva načina. Lahko reagiramo na nezaveden način, torej, ko se vklopijo naši plazilski možgani, pomeni, da se odločimo ali za napad ali za umik. V primeru, da se odločimo za napad, potem tak odziv stopnjuje konflikt, v primeru pa, da se odločimo za umik, pa to navadno povzroča velik stres, ne le v posamezniku, ki se umika, ampak tudi seveda v družbi, znotraj katere se ta posameznik nahaja. Drug možen odziv na konfliktno situacijo pa je seveda zaveden odziv, kar pomeni, da se vprašamo, kakšen je razlog za konflikt in pa seveda, kako vzpostaviti dialog, kako se pogovoriti o načinih, kako reševati konflikt. Če se odločimo za ta drugi način, to pomeni zavesten način reševanja konflikta, potem imamo v tej situaciji tri možnosti. Prva možnost je, da uporabimo moč, da uveljavimo svoje argumente z močjo, druga možnost, da uveljavimo pravico, tretja možnost pa je, da usklajujemo interese. In to je seveda tisti način, ki je v smislu reševanja konfliktov najbolj produktiven. Če gremo na tretji del našega prvega seminarja, dve nalogi za danes. Prva naloga, bi vas povabil, spoštovani podjetniki, direktorji, da razmislite o strategijah komunikacije z vašimi zaposlenimi v tem času krize. Razmislite, kaj ste že storili, kaj počnete v tem trenutku, kaj boste storili v bodoče. Ne vemo, koliko časa bo ta situacija trajala, saj veste, po nekih ocenah, danes smo 20. marca, po nekih ocenah naj bi situacija višek v Sloveniji dosegla v prvem tednu aprila, kar pomeni, da govorimo o neki dolgotrajni situaciji. Razmislite torej, na kakšen način komunicirate, tudi na podlagi tega, o čemer smo govorili na začetku, mogoče kakšno stvar spremenite, nadgradite in prav to je drugi del te iste naloge, kaj boste spremenili, kaj boste nadgradili. In ena čisto konkretna spodbuda, če mogoče kdo izmed vas v tem času še ni napisal pisma, še ni stopil v osebni stik z vsemi zaposlenimi, osebni stik na način, kakor je seveda v teh časih dovoljen, je mogoče prav danes priložnost, da to stori. To je prva naloga in druga naloga. V procesih se vedno dogajajo takšne in drugačne konfliktne situacije.
Danes bi vas povabil, da si vzamete list papirja, da si vzamete nekaj časa in da razmislite, katera je tista konfliktna situacija v podjetju ali z vašimi strankami, ali z vašimi kupci, ali z vašimi poslovnimi partnerji, ki v tem trenutku ali pa v tem obdobju najbolj ovira vaš poslovni proces. Mogoče so kakšne take resne, nerazrešene konfliktne situacije. In saj vemo, nerazrešeni konflikti vedno škodujejo tudi poslu. Skratka, razmislite, katera je ta situacija, katera je torej tista situacija, ki je nekako najtežja. Razmislite, kaj vse ste doslej že vložili v reševanje tega konflikta, te konfliktne situacije. Razmislite, kaj bi lahko storili drugače, da bi bila rešitev tega konflikta mogoča. In pa zadnja stvar, naredite konkretno strategijo, kako boste ta konflikt reševali. Če je potrebno, lahko vključite tudi zunanje strokovnjake za reševanje konfliktne situacije. Tako, zaključujemo ta prvi del našega izobraževanja. Izobraževanje boste našli na spletni strani Inštituta Stopinje, našli ga boste tudi na spletni strani Gospodarske zbornice in vabim vas, da si ga ogledate, da naredite naloge in pa še na spletni strani Inštituta Stopinje boste lahko prejeli tudi gradiva tega seminarja. Poklikajte, poglejte in si vzemite. Za zaključek pa še ena drobna misel Viktorja Frankla, utemeljitelja logoterapije. Pravila igre življenja od nas ne zahtevajo, da vsako ceno zmagamo, ampak da se nikoli ne prenehamo boriti. Želim nam vztrajnosti, želim nam optimizma, želim vam in vašim dragim zdravja in vsega lepega v življenju.